Lepo je videti tako polno dvorano, čeprav bi bilo bolj fino, da bi se v polni dvorani srečali pri kakšnih bolj prijetnih temah, ampak vendarle zbiramo teme, ki so za nas pomembne in to je ena od njih. Do zdaj nisem štel, ampak da je 6. leto, kar se dobivamo z tematiko odvisnosti, se do zdaj nismo ukvarjali, tako da je to pač prva priložnost in očitno res aktualna. Danes smo povabili še 3 sogovornice, kolegico Mino Paš, ona je integrativna psihoterapevtka in dela v združenju Droga. Potem je tukaj Katja Logar Savšek, strokovna sodelavka društva UP, obe se ukvarjata s to tematiko, Anica Mikuš Kos, ki je najbrž ne rabim posebej predstavljati, in pa jaz, ki bom nekako povezoval vso to tematiko. Zdaj, mogoče začnem pri koncu, ko sem prvič gledal ta film, seveda sem bil malo nervozen, ker nisem vedel, odkot to besedilo, s katerim se film zaključuje. To je v bistvu pesem Bukovskega, tista, ki jo vidimo prej v enem delčku, ko se Nik pojavi na kolidžu in ko govori o tem, kakšno poezijo bere. Sicer pa gre za film, ki je nastal na podlagi 2 romanov, Očeta in sina, ki sta upodobljena tudi v tej filmski zgodbi. Film seveda ne sledi in tudi ni mogoče slediti v celoti pravzaprav pripovedim. Mogoče je tudi še pomembno povedati, kar ste najbrž opazili, da je film bolj ali manj pravzaprav sledi predvsem pripovedi očeta. Ampak ne glede na to se mi zdi, da bi bilo fino pravzaprav pogovor začeti pravzaprav s tiste obrnjene plati. Nekako razmišljati o tem, kakšen se nam zdi pravzaprav lik sina, odvisnika, Nika. Kaj je zdaj tisto pravzaprav, kar nekako se v filmski zgodbi pokaže kot možen razlog, recimo, zaradi katerega zapade v odvisnost in zaradi katerega se zgodba zapleta, kot se zapleta. Mogoče samo še en kratek citat o tem, kaj je o samem filmu povedal režiser Felix von Groeningen. Tako je med drugim povedal: v preteklosti, do neke mere pa še vedno, smo na odvisnost gledali kot na slabištvo ali posledico zlorab in zanemarjanja. Zdaj pa vemo, da se to lahko zgodi komurkoli, kjerkoli. Jaz predlagam, da ne začnemo z nekimi razlagami, tudi te smo pripravili vsaj v določeni meri, ker vem, da vas tudi pač neki konkretni podatki o tem, kaj se dogaja z odvisnostjo pri nas danes tukaj, ali so podobne substance, ki so prisotne v tem filmu, prisotne tudi v našem prostoru, kako se s tem spopadamo. Vsem tem se bomo tudi pogovarjali, ampak mogoče začnimo pravzaprav z tem uvodnim vprašanjem. Ste zaznali kakšen namig pravzaprav, kaj bi lahko bilo tisto, kar je odločilno vplivalo, da Nik ne samo začne blago eksperimentirati z drogami, ampak da zapade v resno odvisnost? Kar na glas. Preveč zaščitniški oče, ta nadzor nad vsem. Aha, preveč zaščitniški oče. Še kakšna druga ideja? V nekem trenutku reče, da je očetov projekt. Nik. Nik, ja. Kaj, kako ste to razumela? Mogoče kakšno besedo več? Pričakovanje od očeta, da ga je usmerjal in vodil povsod, imel nadzor nad njim, da je počel to, kar je oče želel. Se pravi, neka
neka hiper pravzaprav prilagojenost na okolje, uspešnost in tako dalje, za katero plačuje svoj davek, če sem prav razumel. Ja? Še kakšna ideja? No, jaz sem pa začutila v filmu izrazito, da ni teh stereotipov, kljub temu, da je ločen, da so ločeni, da je fantek bil v bistvu v obeh straneh v ljubečih skupnostih. Sem pa čutila v njem, kot čutim v sebi ali pa še v kak človeku, da iščeš nekaj več. In ta deček se mi zdi, da je iskal nekaj več in to je pač moj vtis. In da bo mogel to v sebi umestiti, da pravzaprav okolje ni bilo tisto, ki je zelo vplivalo na to, da se je on za to odločil. Še kakšne? Jaz sem razumela, da se sprašujemo o tem, kdaj bo tisti trenutek, ko je on se zares postal odvisnik, in jaz sem iz filma to začutila takrat, ko je vzel prvič metal in, a ste več morda razumeli, no skratka to, metal in ketamin, in je dobil en občutek, da se končno počuti cel in od takrat zasleduje dalje ta občutek. Za mene je bil takrat njegov sporočil, da se je on začel, zakaj se je on odločil, da se bo drogiral dalje. Se pravi, doživel je neko stanje, ki ga pač nikoli v življenju, kljub temu, da je bil uspešen, da je bil priljubljen, da je marsikaj počel, zanimivega, bi danes rekel, ne? Da je imel praktično neomejene možnosti, recimo samo izražanje in tako dalje, nekaj, kar pravzaprav brez te substance ni mogel dobiti. Ja. Še? Neka praznina, ki jo je takrat zapolnila. Ja, jaz sem imela pa vseeno tudi občutek, da je ta praznina nastala tudi zaradi te ločitve, ker je v bistvu mama bila na drugem koncu in ne glede na to, kako so, tako bi rekla, v duhu teh sodobnih ločitev, da so si vsi zelo prizadevali in so res tako skoraj na popoln način to reševali, da kljub temu je neka taka velika luknja ostala. No, zagotovo je nek prizor, ki kaže, da je vsaj v začetku, kot otrok, pravzaprav bil zelo v stiski, ko je moral se seliti iz družine, ki je zanj skrbela, k mami čez počitnice. Ja? Mislim, da je kar nekajkrat rekel, da ne mara realnosti, da ne mara resničnosti. Nikakor se ni mogel z realnim svetom umestiti sam sebe v ta realno podobo tega sveta, v to življenje. Jaz sem ga začutila kot odtujenost smisla. Seveda iskanje smisla je globlji problem, sploh v najstniških letih, ampak nikakor ni mogel prodreti, da bi karkoli v tem realnem življenju imelo nek smisel. In to ga je potem po moje ga je nekako potem izvrglo v to, da bi našel hiter odgovor. Še kakšna ideja? Kaj pa recimo, fascinacija z popolnim užitkom? To konec koncev je danes nek, rečemo temu, civilizacijski standard, ki se ponuja. Seveda, na nek način ste to temo že odpirali, ampak vedno znova smo jo poskušali odpirati skozi to, nisem čisto popoln, ne vidim še smisla, ne moram se sestaviti skupaj, s tem pa se lahko. Ampak verjetno tudi seveda iskanje užitka, ki ga pač z drugimi sredstvi ni mogoče doseči, je najbrž tudi še eden od možnih motivov. Ja, seveda. Mislim na to. Kar. Jaz sem otroška psihiatrinja in na to vprašanje, zakaj. A veste, odgovori niso tako enostavni, enoznačni. Ko sem jaz bila mlada, so bile stvari vedno kako vzročno-posledično povezane in to linearno.
zaradi matere je bil homoseksualec in smo psihoterapevtizirali mater, pa smo psihoterapevtizirali tega homoseksualca. Zaradi matere je bil shizofrenik. Ker so se starši ločili, se je to in to zgodilo. Danes gledamo na te reči precej drugače. Prva razlika je v tem, da pripisujemo znaten pomen tudi biologiji, temu, kakšen človek je. To, kar je gospa rekla, namreč so ljudje pač, ki ne najdejo smisla življenja, so pa ljudje, ki najdejo smisel življenja. Njegovi možgani so tudi bili takšni, da so takoj reagirali na zasvojenost. To je povedal nek terapevt tam, da samo 10% lahko pomagajo. Mi imamo različne možgane. Na vse zadnje praktično vsi mladi eksperimentirajo z drogami, če smo pošteni. In zakaj ne postanejo vsi zasvojeni? Preprosto v biologiji se razlikujejo, ni to edina razlika, ampak tudi biologija je pomembna. Skratka, biologija je pomembna za to, kakšen si, kakšen smisel življenja najdeš, koliko si odporen, koliko lahko prenašaš ločitve staršev. Včeraj sem poslušala, na Danskem se 50% staršev razveže, pa ni 50% otrok narkomanov. Tako da to je eno, kar ti biologija določa, seveda drugo je pa potem tudi okolje. Zdaj, kako ta soigra biologija, okolje, to je pač zelo raznotero in raznoliko. In recimo v tem primeru, tako kot je tam gospa rekla, jaz tudi ne bi to povezala s tem, da sta starša ločena, da je oče preveč zahteven. Veste, ti zunanji faktorji, kup je neugodnih dejavnikov ali pa ogrožajočih dejavnikov, ki delujejo na duševno zdravje. Gre za to, kako se med seboj povežejo. En posamezen običajno nima nobenega vpliva, ampak kako se med seboj povežejo, ali kumulativno ali interaktivno, takrat pa postanejo pomembni. In potem je še vprašanje odnosa te soigre med zunanjimi in notranjimi dejavniki. Te reči so res precej zapletene. Se bom hitro nehala, ampak samo to, da povem. Še enkrat, ko sem bila mlada, smo vedno vprašali, zakaj, in za vsako motnjo smo našli eno razlago. Če nič drugega, je bila tašča sitna in je ustvarjala neugodno družinsko okolje, tako da se malo pošalim. Potem so se pa Amerikanci vprašali pri otrocih iz slamov, velikih mest, kjer je bilo ogromno prostitucije, delinkventnosti, droge. Kako to, da pravzaprav večina otrok vendarle pride ven duševno zdravih. Število otrok z motnjami je znatno večje kot otrok iz teh tako zvanih dobrih okolij, ampak vendarle večina otrok ni niti norcev, niti samomorilcev, niti drugašev, večina jih le nekako pride ven zdravih. In se je vprašanje spremenilo iz zakaj motnje, zakaj pa ni moten, zakaj pa ne. A veste, pri otrocih, ki so imeli 100 neugodnih dejavnikov, mislim, ne vem, 100-krat več kot ta naš fant Nik, pa vendarle so uspeli s tem preživeti. In tudi najbrž pri svojih dijakih poznate primere, ko živi v zelo neugodnih okoliščinah, se mu je veliko hudega zgodilo in ostaja zdrav. Jaz to poznam od otrok beguncev, iz vojnih področij, iz Afganistana, iz Gaze, se niso vsi norci, pa grejo skozi grozne stvari. Tako da hočem to povedati, da zadeve, razlage so veliko bolj kompleksne, kot si to mi običajno predstavljamo. In to je ena stvar. Druga stvar je ta, da mnogih neugodnih dejavnikov, recimo teh biološke narave, ali pa tudi drugih, vojne, ali pa ločitve staršev, mi tega ne moremo preprečiti. In je vprašanje, kaj lahko naredimo, da bi človek bil bolj krepak, bolj močan, da bi imel večjo psihično odpornost, kot danes pravimo, da bi se lahko s temi stvarmi soočil, jih obvladal. Super, mogoče še Mina, ti kaj dodaš? Ja, jaz se zelo strinjam z gospo, kar je povedala, seveda, pa z vami tudi vse, kar ste rekli. In ta film in sploh knjigi, tako če vas je film pritegnil, vam res priporočam, da si preberete obe knjigi, ker da malo širšo razumevanje nam da na to, kaj dejansko se je dogajalo in kako. Tako da tle pač vedno, kad večina
ljudi, ki imajo težave z uporabo drog, s katerimi pač jaz delam, zdaj že od leta, sprav že 18-19 let že to delam, večina ljudi, ki imajo hude težave zaradi uporabe drog, take hude, dolgoletne, so v otroštvu preživeli tudi neke precej hude travmatske izkušnje. Ampak to, kar je pa rekla gospa, moramo vedeti tudi, da praktično vsi mladostniki ali pa res velika večina mladostnikov zdaj eksperimentira z drogami, a ne? Če ne drugega, vsaj z alkoholom. In zanimivo je to, da pač, ko se pogovarjamo z ljudmi, ki so imeli težave, velikokrat rečejo, ne vem, 15 let sem imel kokain, pa alkohol, pa ekstazi, pa vse, pa sem pa prvič probal heroin, pa sem vedel, da to je pa to, a ne? In obratno. Prej sem ful velikokrat probal heroin, nič ni bilo, pa sem pa enkrat probal kokain, pa sem vedel, da tle bo pa problema, ne? In to je to, kar je tudi on rekel, da ko je prvič probal metamfetamin, je zapolnil to praznino. Tako da ta teorija neke poskusa samoregulacije, pa samomedikacije, neke praznine ali pa neke stiske, težave, ki jo človek ima z določeno drogo, tukaj zelo paše noter. Se pravi, da človek z neko drogo dejansko doživi olajšanje neke bolečine, ki se jo velikokrat prej sploh ne zaveda. In šele pol, ki jo ni več, vidi v bistvu, koliko mu je bilo prej težko, a ne? Nekateri pa pač nimajo tega in mislim, da tle je zelo pomemben pač oče, kakor je, ne? Tako, kar je tudi v knjigi opisan, dejansko sta starša takrat, ko sta se ločila, naredila vse by the book, ne? Ta mal je bil v terapiji skozi, unedva sta bila oba v terapiji, bilo je sicer nekaj takih stvari, ok, ampak spet nič tazga, tako je rekla gospa, veliko ljudi gre čez hude travme, pa nima pol težave recimo z uporabo drog, ne. In tle v tem filmu se mi zdi ključno to, da on je zdaj v redu, ne. Imel je sicer ful problem, bil je parkrat na robu smrti, ampak zdaj je v redu. In v redu je tu, predvsem zato, ker je imel tako okolje, ki ga je podprl in ki ga je ujel. In pri ljudeh, ki imajo težave z uporabo drog, je to ključna stvar. Ker ljudje ob tem, ko imajo težave z uporabo drog, doživijo zelo velike netraumatizacije, odnosnih travm, pač travm kot takih, a ne, zlorab, potem travm, ja, predvsem travm v odnosih, no. Velikih ne konča šole, recimo. On tudi ni šel na college, ni končal neke šole, čeprav bi lahko, ne. In veliko ljudi, ki nima nekega tazga res dobrega, kvalitetnega odnosa, pa podpore okolja, pol, ko enkrat pride ven, se znajde na tem, da kaj pa zdaj, a ne? Se znajde z vsemi travmami, ki jih nosi s sabo, se znajdejo s tem, da nimajo šole narejene, da imajo kakšne kazenske zadeve nad sabo, marsikdo, a ne, se skine recimo z drog, kar je ful problem za marsikoga, pol pride ven, ne more niti službe dobiti, dokler ima recimo pogojno kazen nad sabo, a ne, ne more iti niti v štacuno delati, ker rab potrdila o nekaznovanosti. In šele potem, ko to gre mimo, se lahko vključi nekako normalno v življenje. Tako da hočem reči samo to, da se mi zdi ključna stvar, ne da se sprašujemo, kaj je krivo, da je on imel probleme z drogami, ampak kaj je zaslužno za to, da je on zdaj v redu, in mislim, da ta film to zelo lepo pokaže. Ja, tamle je nekdo še prej hotel imeti besedo, ja, kar. Ja, sej sta kolegici pred mano pač povedala to, kar sem hotel povedati, in to je, da jaz sem šel pol malo pogledati tudi po Googlu, ker je bil film Uspešenca, sta imela oče pa sin prava, ne, filmska, veliko intervjujev, ne, in je, sin je zdaj star 36 let, Nik, ne, in je pač, sem ugotovil zdravniki bolezen, duševno anksioznost, depresijo, pa še bipolarno motnjo, ne, in to bi lahko kazali, da je Nik že od vsega začetka začel z drogam, s tem, da si je skušal pač zmanjšati te svoje stiske, te svoje tesnobe. Pač je naletel na prepovedane substance brez dovolj informacij in brez pač neustrezno pripravljen, predvsem pa premlad. On je
pričel eksperimentirati z konopljo pri 11 letih že, potem je pa nadaljeval tisto klasično pot odvisnika. Ampak zdaj, ko imam že mikrofon, bi jaz samo to rekel, da pravzaprav poudarek tega filma jaz nisem doživljal toliko kot na samih drogah in odvisnosti in zakaj in to, ampak predvsem kot neko sporočilo, ker je bila to zgodba očeta, ne, kako so svojci odvisnikov, ne, v stiski hudi, izčrpajoči, ki je morda še hujša kot njihovi otroci, ki doživljajo to stisko, ker so oni pač pod nekimi psihoaktivnimi snovi takrat. Obe zgodbe očeta in sina, tle je bil v spredju oče, mama se mi je zdela zelo dosti odtujena in morda mrzla, tudi tukaj bi lahko kakšen vzrok iskali za njegovo iskanje ljubezni, ki jo je nadomeščal z drogam, ne. No, sporočilo je predvsem to, da je treba tisto pomoč, ki je bila na koncu filma napisana, ne, da imajo svojci, odvisniki in tisti, ki so preživeli, ne, dovolj pomoči, to verjetno popolnoma ne drži, ne, ali pa saj morda ta pomoč ni čisto kakovostna, ne, ker če ne bi veliko več mladih že prej nekje, še preden pride do skoraj tragičnega konca, bi s tem razčistili, ne. Druga stvar je pa to sporočilo o sočutju, ne. Film je bil tudi tako narejen, ne, da nismo nekje se znašali v vlogi obsojanja teh ljudi, ne, ko ponavadi vemo, da je sistem in celo tisti, ki pomagajo tem ljudem, da imajo nek zvišen odnos do njih in jih pač jemljajo za otroke nezrele in jim ne dajo to možnost sploh, da participirajo pri svojem življenju, ne, nadzorni oče oziroma terapevti in tako naprej. Zdaj bom nehal zato, ker če ne bom skozi govoril, ne, se bom še kaj vključil poznaj. Ja, na kar nekaj teh dilem, ki ste jih izpostavili, imamo že naprej pripravljeno tudi nekaj odgovorov, čisto konkretnih, kako ta pravzaprav na nek način sistemski, pa tudi malo manj sistemski družinski suport naj bi izgledal, oziroma tudi kaj vse imamo pa nas na voljo. Ampak preden gremo na to vprašanje, dajmo vendarle mogoče še kakšno besedo nameniti, pravzaprav kako je naslikana ta družinska podoba, predvsem recimo oče kot tisti ključen lik, ki se praktično skoraj do konca edini spopada z sinovo odvisnostjo. Imate tukaj kakšen namig, kakšno idejo za kakšen detalj, ki se vam je zdel vreden omembe? Prej smo že slišali eno interpretacijo, da je o preveč zaščitniškem očetu, nekako nagibali smo se tudi k temu, da je oče gojil pravzaprav dosti visoka pričakovanja do sina in da je njega to na nek način tlačil. Še kakšna druga predstava? Ja. Ja, jaz bi en komentar sam mogoče dal na to, ne. Imam tudi osebno izkušnjo, zato mogoče toliko bolj. Film sicer je bil zelo hollywoodski. Za moje pojme je bila ta resnica veliko preblaga, kakor se dejansko to v življenju dogaja. Tako da je tudi, bom rekel, veliko lažje pa tako zelo sočutno tole gledati pa opazovati, pa je tako kot ena lepa pravljica gre skozi, ne. Kar se tega očeta tiče, svakemu čast, bil je pripravljen boriti se za svojega sina, ne, po drugi strani pa kaže nekaj na to mogoče, ker je bil pač odločen, zaščitniški, prevladujoč, ker izkušnje, kakor jaz vidim, kažejo, da večina zasvojencev ima zelo slabo samopodobo. So zelo inteligentni,
Absolutno, tudi Ivar inteligentni, ampak zelo slabo samopodobo. S takim načinom mogoče starševstva, kakor oče prikazuje, mu je bilo to v otroštvu že odvzeto. In nasplošno se mi pa zdi, da je to velik problem celotne današnje družbe, samozavest, ne samo otrok, začne se bom rekel, starši, z odraslimi, je nasplošno zelo slaba. Zato se tudi zelo veliko teh stvari dogaja, ker če si šibek, boš prišel s šibkimi ljudmi v stik tam, kjer si morajo pomagati, da bodo močni. Mogoče zelo ena laično preprosta razlaga. Tako da to se mi zdi, kar se očeta tiče, en ključen problem. Bi pa sam nekaj še dodal. Je lepo predavateljica prejle povedala, ta pomoč svojcev, ker se to zgodi v neki, bom rekel, dinamiki okolja, družine, svojcev, se pravi, da na tak način se to rešiti ne more. Se pravi, da morajo tudi svojci en svoj velik delež v tej spremembi dodati, če hočejo pomagati, biti dober suport reševanju tega problema. Zato se mi zdi absolutno premalo poudarka na tem, da ni point samo, da se gre za svojenec zdraviti, ampak da obenem pristopijo tudi svojci in začnejo delati neke spremembe, ker ne veš. In to se mi zdi precej ključno pri reševanju tega. Hvala. Ja, bi samo spomnil, če se spomnite pač tisti en zadnjih prizorov, ko se oče in njegova nova žena odločila, da gresta pač v neko skupino za samopomoč, je tam na zidu neko trojno geslo, ki govori o tem, da niste vi začeli z odvisnostjo, in da pravzaprav tudi sina s tem ne morete rešiti. Pa mogoče Katja. Jaz bi mogoče sam povedala, da v bistvu naše društvo, ravno to, kar je povedal gospod, mi delamo v bistvu tako z družino, ki pride, ki ima problem z odvisnostjo, ali z mladostnikom, s kom od bližnjih, in v bistvu je pomembno to, da delamo in individualno z otrokom oziroma z mladostnikom, z njegovimi težavami, probamo iskati njegove šibke točke oziroma ga opolnomočiti, najti neke nove stvari, ker ponavadi res delujejo na prvi pogled luštni, samozavestni, eni so zgovorni, eni ne, ampak ne bi rekel. Potem pa na koncu v bistvu vmes že skoraj vsak pove, da ima samozavest na nuli, čeprav res ne deluje, ne bi rekel. In v bistvu iz tega potem tudi dosti stvari izhaja, medtem ko družina pač delamo z njimi pač posebej, individualno in skupinsko hkrati. Tako da v bistvu morajo se spreminjati in mišljenje in razmišljanje staršev, in v bistvu mladostnika ene stvari mogoče niti se še išče, eksperimentira, ponavadi pa začnejo s travo, tako da od trave gre pa potem samo še ponavadi navzgor. Tako da to se mi zdi pomembno, kar je rekel on. Ja, še kakšen glas iz publike? Ja, meni dve stvari v tem filmu ne data miru. Eno je to idilično okolje, ki se mi zdi, da se je ta fant z nekimi stvarmi, ki jih ni videl tako svetle, kot je bilo vse okrog njega, zapiral v sobo, ker najbrž tako razmišljam, mogoče se ni mogel ravno izraziti vsem tem, vse je svetlo, vse je super, in je nekje čutil en tak neizrečen pritisk, da ne ustreza vsem tem okoliščinam, ali pa tudi pričakovanjem. To se mi zdi, da bi bilo možno. Po drugi strani pa nisem nikjer zaznala, da je kjerkoli sam vlagal v napor, ajde se trudim in pol mi to prinese neko olajšanje, zadovoljstvo. Se mi zdi, kakor da njemu se ni bilo, saj tako je pač prikazano, ni bilo treba truditi, in da mogoče tudi ni bil opremljen s to borico v življenju. Ja, preden gremo naprej, samo mogoče en namig. Zdaj, ko se v nekem zgodnji adolescenci začnejo pač mladostniki, mladostnice spraševati o tem, kaj bi sami sabo, kdo so in tako dalje, se mi zdi pravzaprav, da je nek odmik od starševskih likov, od družine, pravzaprav nujen element nekega zdravega razvoja. Tako da jaz bi rekel, da tisti, ki se ne zapirajo v tem obdobju, da se je mogoče teh treba bati zaradi kakšnih drugih stvari. Res pa je seveda, da se mora takrat vloga staršev
temu začeti prilagajati. Ne. In tu je zdaj tista pravzaprav umetnost, ne, puščanja neke intime, svobode, zaupanja, pa ne preveč in tako dalje. Ne. Vzpostavljanja pravzaprav nekih novih pogojev za sobivanje, ne, ker pač imata obe plati pravzaprav neko svojo odgovornost. Ne. Tu res nismo pravzaprav o tem kaj dosti videli, ker se zgodba začne že pravzaprav praktično z stanjem odvisnosti, ne, in tiste predpriprave praktično ne vidimo. Ne. Ja, to, gospa, kar ste zdaj rekla, je zelo pomemben point, se mi zdi. In tudi v knjigah veliko o tem piše, a ne, o teh vzrokih, kaj je bilo, stiska pri selitvah od mame do očeta, občutek, da je bilo vse tako bleščeče doma, on pa kar nekako, da ne spada, oziroma da se je zmeri trudil biti ta prijazen pa tako, ne. Ampak v knjigi dobiš občutek bolj od njegove izpovedi, da sicer, pride do teh stvari na terapiji, a ne, ampak da ni to čisto v bistvu. To je tako, kot je gospa rekla, ne. Zelo hitro se ujamemo v to, da začnemo nekaj patologizirati pa iskati neke vzroke. Ja, zato in pa ljudje, na to moramo biti tudi terapevti zelo pozorni, a ne, da ne prepričamo mi človeka, ki pride k nam na terapijo, to je pa zato, a ne. Dejansko je pač težave z drogami, ki jih ljudje imajo, so splet okoliščin različnih. In eni imajo z nečem, drugi imajo pa z nečem drugim, a ne? Eni imajo pa pač z drogami. In naša družba se drog zelo boji, zato ker je nekaj, kar dejansko povzroča neke nekontrolirane zadeve, a ne? Tako, kot se vsi bojimo norosti, tako, kot se bojimo smrti, tako se bojimo pač drog, ker to so neka stanja, kjer imamo občutek, da nimamo čist kontrole. Ampak velikokrat so droge tudi nekaj, kjer lahko dejansko ljudje prebijajo nekaj in familijo lahko tudi zruka to do tog, da se končno neke premiki naredijo, a ne. Tako kot če gledamo človeka, ki gre v psihozo recimo ali pa kakšna druga ekstremna stanja, če cela družina nekaj naredi s tem, pa ima ta prav suport, da lahko nekaj od tega vam potegne, je to lahko izredno zdravilno za celo familijo, ne. In tle se mi zdi ključno tudi to, ne, kar je tista točka, ko on pokliče očeta pa reče, oče, ne moram ti pomagati, ne, pa ko mu že enkrat ta žena njegova druga reče, ne moreš mu pomagati, ne. Dejansko takrat, ko je človek toliko noter, kakor je bil on, pa še on je bil na metamfetaminu, ki je res močna, zelo močna substanca, takrat je človek duševno precej spremenjen, ne. In dejansko z nekimi racionalnimi argumenti ali pa čustvenimi ne moreš priti do njega. In vse, kar lahko svojci takrat naredijo, je to, da poskrbijo zase, da sam se ne razsuješ, narediš seveda svojo nalogo, se pravi, se soočiš sam s sabo, spremeniš neke stvari, hkrati pa poskrbiš za to, da takrat, ko je otrok ali pa svojc pripravljen, da naredi spremembo, da si ti še zadosti močen, da mu lahko pomagaš. In na neki točki je treba pač tudi stopiti stran. Pa ne zato, da bo že videl, bo že prišel nazaj, a ne, to je najslabše, ga mu vrgli ven, bo že videl, še vesel bo, ko bo prišel nazaj. To je zelo slabo. Bolj je ta točka pomembna, da rečeš, ne morem več. Težko mi je, ker sam satan, vem, da lahko moj otrok umre, ampak jaz ne morem več. On je imel še 2 otroka druga doma, ne, in je rekel ne. Ampak to je naredil zaradi sebe, ne zaradi sina, in to je tle ful pomembna stvar. Ja, se pravzaprav na to, da se nadovežem. Prvo se mi zdi, da bi bilo fino, da mi usmerimo ta pogovor v to, kaj lahko storimo. Ne, kaj so starši narobe storili in kaj bi morali starši, ampak kaj je možno narediti takrat, ko zaznamo nevarnost ali pa že zaznamo pojav. Ne, zdaj, mi se fokusiramo v starše, ampak tako kot je gospa rekla, veste, možnosti staršev so omejene. Ta oče se je meni zdel krasen oče. Mislim, da ni veliko očetov, ki bi lahko tako ravnali kot on. 20% odraslih ljudi ima psihične težave. To se pravi, že 20 od 100 staršev že zaradi tega ne more pomagati. Ljudje imajo eksistencialne težave, imajo kup nekih stisk. Tudi osebnostno niso tako močni. Tako da, veste, to vse na rame starše preložiti, čeprav moralno je tako, smo odgovorni za svoje otroke. Ampak, če se prizemljimo in postavimo v realnost, je dejstvo, da veliko staršev nima moči, pomaga svojim otrokom ali pa ne more neki na poti. In mislim, da je tu podpora staršem pomembna, ampak seveda tudi iskanje drugih resursov pomoči, ne samo znotraj družine.
In med temi drugimi resursi so, ne vem, verske organizacije, kup nekih stvari, ampak predvsem pa šola, ne, ker vsi otroci so v šoli. Praktično vsi srednješolci ali pa otroci v adolescenci so v šoli. In šola je edina institucija, ki ima dostop do njih, pravzaprav tako nekak kontinuiran dostop. In se mi zdi, da znotraj šole je veliko možnosti za pomoč, zlasti v sodelovanju s starši. Obenem pa, ne vem, oprostite mi, ampak meni se zdi, da nekako mi idealiziramo to, kaj se dogaja. Poglejte, koliko je teh narkomanov, ki so neozdravljeni, nezdravljeni. Če vi hočete iti v neko strokovno institucijo, je to pravzaprav komplicirano. Danes ni strokovnjakov na voljo, dobro, so nevladne organizacije, ampak ne vem koliko, mislim, številke tistih, ki so tretirani v odnosu do tistih, ki niso tretirani iz različnih razlogov, ker nočejo priti, ker jih starši ne morejo prisiliti, ker ni strokovnjaka. Ta odnos je res žalostno vzbujajoč. In je tako, da to je ena stvar, druga stvar je pa ta, da res včasih je situacija tako težka kot v tem primeru, da če ne bi bilo nekega okolja, ki je, bi rekla, nenormalno podporno, jaz mislim, da toliko podpore v okolju malo kdo lahko dobi v stvarnem svetu. In je zaradi tega nekako, jaz nisem tako optimistična glede tega. No, jaz bi mogoče samo še en detalj opomnil, ker se zdaj gibljamo na nekem bolj zapletenem terenu. Mina pred mano je rekla, oče na neki točki pravzaprav reče, ne morem ti pomagati, ne bom ti pomagal in zaščiti sebe in svoje otroke. V pedagoškem smislu pravzaprav ta dinamika pomagati, ne pomagati ni tako preprosta. Včasih je to, da v neki točki pravzaprav otroku, mladostniku odrečemo neko konkretno obliko pomoči in od njega dobesedno pričakujemo, da bo problem rešil sam najvišja možna oblika pomoči. Zdaj, seveda, v tem kontekstu te zgodbe je stvar še bistveno bolj zapletena, ker v resnici pravzaprav to ciklanje v neko družinsko zaščito v situaciji, ko konec koncev pravzaprav v resnici lahko samo odvisnik sam sprejme tisto odločitev, da res želi nehati in potem seveda lahko iz okolja dobi še neke dodatne spodbude. V tej situaciji verjetno pravzaprav tista gesla niso od muh. To je žal tvoj problem, mi ti lahko tukaj stojimo ob stran, ampak ta korak moraš narediti ti. Zdaj, to, da smo se začeli gibati v smer pravzaprav načinov nudenja pomoči, omenili smo poleg družine šolo, ki seveda predvsem lahko ogromno naredi za to, da v zgodnejših fazah recimo nekih pojavov, ki so lahko nevarni, na nek način odkrije, da se nekaj nenavadnega dogaja. Jaz mogoče Kati dal besedo, ker je pripravila nekaj iztočnic glede tega, pravzaprav kako zaznavati neke spremembe pri otroku, mladostniku in seveda tudi kakšne oblike pomoči so na voljo tudi v našem prostoru. Kam to smo naprej? No, se mogoče te spremembe, no, ki so
pri mladih, na katere moramo biti pozorni kot starši, no, so bili v bistvu vse prikazane tudi v filmu, no, skoraj vse, in to so v bistvu spremembe v šolskem uspehu, ki jih v bistvu se najprej pokažejo, opuščanje običajnih aktivnosti, mladostnik ni več po svojem, spremembe v obnašanju, recimo umaknjenost ali pa tišina ali pa laganje, neupoštevanje dogovorov oziroma skrivnostno vedenje, kar nam ni znano, nova neznana družba, v katero mladostnik pripelje ali spozna ali se vpelje. Telesne spremembe, tukaj je predvsem mišljena slaba osebna higiena, spremembe telesne teže in videza, ponovadi shujšajo, so zanemarjeni, se ne tuširajo, začnejo pač smrdeti prav oziroma drug von. Prehranjevanje in spalne navade, tukaj v bistvu potem se pojavi zmeda glede spalnih navad, ni jim več važno, koliko spijo, kdaj spijo, ali spijo veliko ali malo, ali pač vseeno. Izginjanje denarja doma oziroma kjer se pač zadržuje, pojavlja, in pa konflikti v družini ali pa pač v šoli. To nekako je bilo vse tudi v filmu, je on čez to šel oziroma se je to zaznalo. No, zdaj ne vem, če ste še kaj zaznali, kaj je še kaj bilo v filmu, še kakšna taka sprememba vidna. No, te konflikti, ki so prikazani recimo v tem filmu, verjetno niso vedno situacije tako drastične, ampak ta popolna pravzaprav drugačna percepcija recimo bližnjega, popolna neempatičnost, agresija, ki zbija na dan pri nekom, ki nikoli ni bil na tak način agresiven. To so zagotovo pač neki znaki, ki govorijo o hudih stiskah in verjetno še o kakšni drugi stvari, ki je podlaga recimo za takšno spremembo recimo načina odzivanja in seveda tudi kazanja nekih notranjih duševnih stanj. Ja, mogoče še malček v vlogi teh podpornih institucij, nevladnih in ostalih, ker ugotovili smo, da je ta pač ujetost v neko družinsko okolje, ki je pravzaprav, hočemo ali si nočemo priznati, zaščitniško v dobrem in v slabem. Se mi zdi pravzaprav, da na neki točki je zelo pomembno, da si vendarle priznamo, da je pametno, da se povežemo še s kom drugim, ko iščemo pač neko bolj celovito obliko pomoči. Mogoče kam je zdaj še? Zdaj mogoče bi... Kar še mogoče naslednjega. Če še naprej, Še eno naprej. Mogoče zdaj sem tle pripravila sam seznam društva, no, mislim, da so tudi pri vhodu, da ste... Drugače v tej knjižici mreža socialno-varstvenih programov so vsa društva oziroma, kjer so sploh v Sloveniji. Tle so pa gor pa v bistvu samo za Ljubljano, nekatera društva, naše društvo, društvo UP, Združenje Drogart, Društvo za zmanjševanje škode Stigma, Društvo Projekt Človek, Zavod Pelikan Caritas, Šent, Zveza skupin zdravljenih odvisnikov Slovenije, Društvo za urejeno življenje Abstinent. To so nekje tle prav Ljubljana, mogoče sem še kakšnega spustila, ampak vsi so na spodnjem linku. Za ostale, za alkohol, za druga so pa v bistvu nisem dajala noter, ampak so pa v tej knjižici vse oziroma na spletu, kamor se lahko obrnete pomoč, če zaznate, ali v šoli, ali na CSD-jih, ali v družinah, pač kjerkoli se lahko pokliče in se v bistvu vas napoti naprej ali pa za pomoč. Ja, glede na to, da ste iz šol, se mi zdi res pomemben to, kar je že gospa rekla, tako vi ste dejansko v stiku z otroki pač vsak dan, in vem, da je velikokrat problem v šolah to, da vidite, da se nekaj dogaja, ampak ne veste, kako pristopiti, velikokrat so tu starši neodzivni, sploh pri tistih najbolj problematičnih, ponavadi pač niti starši se ne vključijo tudi na neke pozive. Ampak šola se mi zdi tle zelo pomemben varovalni dejavnik za otroke in recimo pač sem bila prvoročno vključena v eno pač v nek obliko na šoli, kamor hodijo moji otroci, kjer so se droge pojavile, da je takoj pač vodstvo šole nekako ukrepali in smo naredili
skupaj načrt, ne vem, starši, ki se nekako strokovno tudi s tem ukvarjamo, šola, tako da je bilo zelo hitro, no, je bil nek odziv, da so dobili oni učenci, ki so začeli eksperimentirati z drogami, hitro malo večjo podporo, tudi družine so dobile možnost podpore, hkrati je šola vseeno malo prijela, ker šola je neka vzgojno-izobraževalna inštitucija, kjer je prav, da otroci vejo, da v šoli učitelji in ravnatelji vejo, kaj se z njimi dogaja. Ne? Se pravi, da je na eni strani, tukaj smo, lahko se obrneš na nas, tukaj je pomoč, ne? Hkrati pa tole so pa stvari, ki se pa v šolskem okolju enostavno ne bojo tolerirale. Ne? Se pravi, tle je treba zelo biti pozoren na to, kako, ker otroci dejansko, ko začnejo eksperimentirati, rabijo hkrati in neko, meja je taka grda beseda meni, ampak rabijo mogoče neko omejitev ali pa neko jasna sporočila, kaj ja, pa kaj ne. Hkrati pa možnost, da se lahko o tem pogovarjajo in da lahko pridejo do tega, kaj je tudi ozadje. Plus družina, da ima podporo tako, kakor jo rabi. No, jaz bi mogoče tukaj samo dodal, da se mi zdi, da se dostikrat lahko zgodi nekaj podobnega, kot se dogaja, ko se odrasli lotevamo dajati nasvete recimo o rabi, varni rabi interneta in tako dalje in se zelo hitro izkaže pravzaprav, da je to neko področje, ki ga sami slabše obvladamo od otrok oziroma mladostnikov. Ne. Tu se mi zdi neka tista klasična zastraševalna preventiva, ne, enostavno danes pri taki razširjenosti, informiranosti in tako dalje preprosto je prej škodljiva kot pa koristna. Ne. Tukaj noben ne pričakuje od učitelja kateregakoli predmeta ali pa svetovalnega delavca, da mora obvladati vse te možne pravzaprav težave, s katerimi se srečujemo. Ne. Zato se mi zdi pomembno vedeti, da pač je tisti prvi signal, ki ga mora učitelj, ko opazi, da je nekaj narobe narediti, ne, da skupaj z strokovnjaki na šoli zna izbrskati mesta, kjer lahko dobi več informacij, kjer lahko nekoga vpraša za strokovni nasvet in potem v povezavi seveda starši iti v neko akcijo, kjer lahko v okolju dejansko vzpostavimo več podpornih mehanizmov. Ne. Rekli smo, ne samo družina, pa tisti del bivanja nadzorovanega v šoli, ampak obstajajo seveda tudi neke druge možnosti v lokalnih sredinah, ne, s katerimi se da pomagati. No, pri nas se je kar dobro izkazalo, kadar je šola napotila mladostnika, ki so ga dobili čisto na začetku, recimo temu, da je zvil travo ali pa nekaj in imel ukrep izključitve za 14 dni, a ne prepoved šole in se je mogel nekam vključiti. Ne. Tle, če smo jih tle ulovili v tem momentu, je mladostnik še bil dovzeten, poslušal, so tako, kar nekako sledijo in nekako z njimi lahko lažje delamo, ne, kakor pa tisti, ki so že dlje v drogi oziroma že zapadali, zabredli globoko. Ne. S temi se tudi dosti lažje da delati in starši tudi, ne, ker so jih na začetku in so pripravljeni se vključati, sodelovati, kaj spremeniti, tako da s temi mladostniki imamo tako, kar v redu, potem tudi lahko delamo in v bistvu tako. Ja, jaz bi dal nekaj še seveda besede publike, ampak preden gremo še na zadnji krog, ki še vi kaj izpostavite, mogoče par informacij o tem, kako je zdaj z nami pravzaprav v Sloveniji z nekim bolj celovitim sistemom, recimo nudenja pomoči, pa tudi preventive, recimo v zvezi z odvisnostmi. Ne. Kolegica Anica je prej namignila, seveda, da je tudi za druge oblike duševnih težav in tako dalje, seveda čakalna doba tistih, ki bi rabili neko tako profesionalno pomoč, enormno velika. Ne. Glede na razširjenost teh pojavov, seveda predvidevam, da se tudi tukaj nekaj podobnega dogaja. Predvsem pa me bolj zanima z tega vidika, ne, pač kakor je meni poznano, ne, pač neki celoviti programi, ne, na nacionalni ravni nudenja pomoči morajo vsebovati ali pa naj bi vsebovali zelo različne načine ravnanja. Ne. Poleg tiste klasične preventive, potem seveda suporta, ki ga potrebuje nekdo, ki se želi pač znebiti odvisnosti, tudi programe, tako imane programe za zmanjševanje škode. Za tiste, ki pač enostavno
niso zmožni pravzaprav radikalne abstinence, pa se jim lahko pomaga, da je pač uživanje drog za njihovo usodo, ne, za njihovo življenje in tudi za njihove svojce pravzaprav bistveno manj uničujoče in škodljivo, kot je drugače. Mogoče kaj o tem, če poveste. Ja, pač jaz prihajam iz Drogarta, kjer se ukvarjamo z zmanjševanjem škode, tako da naša paradigma je zmanjševanje škode, ne nujno abstinenca, kamor lahko spada tudi abstinenca, ni pa nujno. In mi veliko delamo z ljudmi, ki droge uporabljajo, ali zato, ker pač sami to hočejo, ali pa zato, ker drugače ne zmorejo. Zmeri bolj nizkopražni smo, to pomeni, da recimo včasih je bila glavna naloga, glavno področje dela Drogarta to, da smo delali z ljudmi, ki so uporabljali tako imenovane party droge, ekstazi, speed, kokain in tako dalje, in so imeli bolj ali manj blage težave s tem. Ne. Zdaj recimo se je v zadnjih 5-6 letih se je naša populacija tudi zelo spremenila. Predvsem se je to zgodilo s pojavom novih psihoaktivnih snovi. To so pač neke snovi, ki niso klasične droge, ampak so malo modificirane, te klasične droge, ki jih poznamo. Hkrati je njihova proizvodnja zelo poceni in tudi dosti lahko so dostopne. Tako da zdaj recimo delamo med drugim tudi, ne vem, delo na dnevnem terenu, recimo na raznih pač punktih v Ljubljani, kjer se zadržujejo mladostniki, ki imajo orang težave že z uporabo drog. To so večinoma mladoletni otroci, iz precej neurejenih družin, velikih je v zavodih ali pa pač so neki imajo izkušnjo nekega dnevnega brezdomstva, recimo, ki so pač v familijah, ki enostavno je nemogoče biti tam in so potem cel dan z doma ali pa tudi po noč. Tako so v bistvu mladostniki, ki so že vključeni v neke podpore, ne? Center za socialno delo jih že obravnava, v zavodih so vse sorte, ampak enostavno pač nekako padejo skozi oziroma te oblike pomoči za njih absolutno niso ustrezne. Ne? Tako da tle se stvari precej spreminjajo in zato se morajo spreminjati oziroma moramo spreminjati tudi programi, ki delamo z ljudmi. Ne? Enostavno in zato smo nevladne organizacije tukaj zelo v plusu, ker se hitro prilagajamo potrebam populacije. Ne? Kar se meni zdi, da zelo manjka v Sloveniji, so mogoče kakšni malo bolj raznoliki bolnišnični programi tudi, recimo kakšni programi detoksikacije, kamor človek lahko takoj gre, ne? Ker detoksikacija, ki je pri nas možna, je taka, da mora človek nekako izkazati približno 3 mesece neke kontrolirane uporabe drog ali pa da je lahko na zdravilih, preden gre lahko v detoks. Ne? Kar ni nič, s tem ni čisto nič narobe, ker eni ljudje dejansko to rabijo, eni pa pač ne. Ne? In mi imamo zmeri več upravka tudi z ljudmi, mladimi in malo starejšimi, ki imajo neke zelo hude, akutne, recimo psihične krize, tudi ali zaradi prekomerne uporabe drog, ali zaradi pač prejšnjih travm, ki pridejo ven in enostavno ni neke oblike pomoči, ki bi jih lahko ujela. Ne? Recimo grejo na zaprt oddelek psihiatrije, po 2 dneh so pač spet na cesti, ne? In potem grejo na novo, recimo. Tako da tle mislim, da rabimo bolj te nizkopražne programe, ki so dejansko bolj podporni, ne? Ker meni se zdi absolutno nesprejemljivo to, da človek, ki je recimo globoko v odvisnosti zaradi stvari, ki so se mu dogajale v življenju, ne? Reče ne, tle pa ne moreš biti, zato ker nisi dovolj motivirana. Ne? To je tako, kot da bi nekoga, ki ima recimo srčni infarkt, ne? Rekli, ja, ok, sicer imaš tle ležilo, toliko zamašena, da boš najbrž umrl čez 14 dni, ampak najprej boš spremenil življenjski slog, najprej boš shujšal, boš nehal kaditi, pa te bomo pa vzeli v bolnico. Nobenemu ne pride to na kraj pameti. Ne? Tle pri drogah smo pa kot družba in tudi kot stroka velikrat še zmeri toliko moralno cepljeni proti tem, tudi proti ultimativnem doživljanju užitka, konc koncev. Mislim, da je pri drogah to zelo pomembna stvar, da se je treba resno vprašati, ker tle ni čisto nobene logike strokovne. Kaj te mogoče ti o vašem društvu ali kako? Ja, no, mi smo visokopražni program, tako da mi delujemo tle potem že tisti, ki je že malo bolj motiviran, ki išče pomoč, ki želi nekaj spremeniti. Lahko je tudi, če pač se odvaja, imamo skupino za očete, skupino za mame, samo pomočno skupino, več različnih skupin, ki smo jih tudi prilagodili glede na pač problematiko, ki se je pojavila oziroma se je pokazalo, da je potreba.
Tako da v bistvu tudi nekako spreminjamo oziroma sledimo skupinam oziroma tem, ki se vključijo k nam, pa potem se odločijo za neko daljšo podporo, ne, 1 leto ali pa pač dokler se ne vzpostavi, ne spremeni neki na boljš, tako da mi smo malo drugačni. Anica, zdaj še misla kaj? Ja, meni se zdi zelo pomembno in etično, da smo pri tem realni. Realnost je pa taka, da obstaja vrsta ljudi, pri katerih ni možno jih ozdraviti ali pozdraviti ali kakorkoli, ali odvaditi, kakorkoli to imenujemo. In da se tudi tem ljudem na nek način pomaga. In zato se mi zdi krasno taki nizkopražni programi, kot pravite. Sem spada tudi to biti ob človekov. Tudi če se ne more odvaditi, da je nekdo ob njem, da ve, da ga ima nekdo rad, da mu nekdo želi pomagati. Na nekaj bi samo spomnila. Jaz sem že rekla, jaz sem zdravnika, veste, pred kakimi 30 leti smo imeli samo zdravljenje bolezni in seveda nekatere bolezni so bile neozdravljive. Potem se pa je oblikovala neka šola, nek pristop živeti z boleznijo. In to je pravzaprav to, kar vi počnete, pomagati ljudem, da čim bolj kvalitetno, s čim manj stisk živijo s svojo motnjo, s svojo boleznijo. In moram reči, stroka, čeprav sem jaz psihiater, je včasih res malo domišljava. Gre na to vse ali nič, ne? Moraš strokovnjaku, moraš psihiatru, čeprav psihiatra nikaj bi te zdravil, čeprav mladostnik noče psihiatru. Skratka, operiramo z nekim morali biti, starše bi morali in to ni najbolj produktiven pristop. Mislim, da je pri tem treba res biti realni in pogledati stvarnost. In tudi recimo za učitelje, profesorje, pri nekaterih pač bo stvar trajala ali zavedno ali pa nekaj časa, ampak to, da čuti podporo se strani človeka, ki je pomemben v njegovem življenju. In učitelj je pomemben v življenju otroka. Mislim, to učitelje uporabljam ta pojem za vse, ki učijo. To učitelji pogosto podcenjujejo, mislijo pa, kaj mar zdaj te mladini, ki samo gleda na te svoje pametne telefone, ampak res ni tako. Dobro, so razlike, ampak za večino šolajočih se je učitelj, ki je človek, ki je človeški, ki ga cenijo, ima neko zaščitno vlogo v njegovem življenju in podpora je tisto, kar lahko nudi, pa ne s kakšnimi herojskimi akti. To so tiste drobne stvari v razredu. Ne vem, da malo zmehčaš glas, da ga nekaj vprašaš, da si pol minute več z njim, da če vidiš, da je v stiski, ga ne vprašaš. Skratka, tu je kup nekih takih drobnih možnosti, nizkopražnih, kot se temu reče, ki pa ustvarjajo, ki tvorijo odnos, te malenkosti tvorijo odnos, tvorijo vzdušje in dajejo občutek podpore. Ja, še nekaj časa nam je ostalo za kakšna vprašanja, komentarje. Samo še bom en aspekt vsega tega, ki bo spodbudil razmišljanje naše. Ne. Včasih smo rekli, da je odvisnost nekje simptom oziroma bolezen družbe, ne, ali pa bolezen družine. Ne. In danes smo pa prišli bolj na ta koncept, da tako imenovane družinske terapije ali pa družinske pomoči, da je tega premalo. To kaže pač na neko odstojenost, da se mi ukvarjamo z posameznikom, ne, ki je verjeten najbolj ranljiv, ki je zbolel pač v patologiji družbe ali pa družine in je najbolj šibek ranljiv člen, ne, in potem njega pošiljamo, kako je v filmu lepo pokazalo, oče ga je pošiljal v različne programe zdravljenja, ne, nikoli pa ni pokazalo, da bi bila oče ali pa mama vključena, ne, v to pomoč zraven, da bi skupaj skušali te odnose razčistiti, ne, ki so nedvomno tisti, ki veliko prispevajo k temu občutku odtujenosti in praznine, da se nekdo loti potem to zapolnjevati z drogam. Ne. To se pravi, končno tudi v šolah lahko, ne da potem te šibke člene ali pa te mladoletnike v stiski ali pa eksperimentatorje pošiljamo samo v strokovne službe ali pa v programe, da pač jim skušamo najti
nadomestke, neke mentorje, ne, da so z njimi skupaj, da so vključeni v neke programe za skupinsko zdravljenje, ki jih pa v Sloveniji pogrešamo. Predvsem pogrešamo pač to družinsko zdravljenje, ne. Večinoma tudi ta seznam programov za pomoč ljudem je imel, društvo UP je imelo nekje še izpostavljeno pomoč svojcem, ne, ampak tista pomoč, ne, kjer se tako mladi otroci in njihovi starši nekje, ki so skupaj v obravnavi, ker skušajo te svoje odnose razčistiti in nadgraditi, to manjka nedvomno na področju reševanja problema drog in odvisnosti. Ja, še kakšno? Jaz bi sem to izpostavil, da bi se navezal na mojega predhodnika. Jaz sem srečal tak program, kot je gospod omenil, da je družina prisotna v bistvu dela z bolnikom, ne, svojim bi rekel, ne, odvisnikom. Tako da smo šli čez ta program in mislim, da to je bilo zelo, govorim iz osebne izkušnje, zelo pozitivno, ne. Dobiš z otrokom, ki ga vodijo drugi terapevti, ne, in to se je zgodilo, lahko povem, na forenziki v Mariboru, tako da mislim, tam imajo, psihiatrija ima program, ker ne sodelujejo samo te, ki so na forenziki, ampak tudi ostali, tako da to obstaja, no, toliko sem hodil. Ja, jaz bi mogoče samo še enkrat opozoril, da kljub temu, da seveda z programi, ki se ukvarjajo pravzaprav s tem, da zajamejo in odvisnika in družinske člane in tako dalje, seveda so še kako smiselni, ne smemo zapasti pravzaprav v neko skušnjavo, da bomo kot vzrok za vsakršno pravzaprav probleme odvisnosti iskali neke korenine v nekih pravzaprav zelo problematičnih družinskih vzorcih. Zelo hitro se nam namreč zgodi to, da ko pridete vi po pomoč v neko psihoterapevtsko šolo, ne, in ko psihoterapeut ugotovi, da ga ata pa mama nista ne vem kako biksala, ne, potem ostane pravzaprav utihne in ne veš več pravzaprav, kaj bi s tem počel. Ne. Karikiram, ampak ne zato, ker tega ne bi videl in doživel. Vedno se kaj najde. Ja. Ja, še kakšna ideja? Bi se navezala prej na Mikušovo, Kosovo, ker sta rekla vloga učitelja. Jaz poučujem 18 let in 7 let nazaj ena ganljiva zgodba. Deklica sem čutila, da se nekaj dogaja, devetošolka, umaknjena vase, iz 8. v 9. razred je prišla recimo z 2 na 4, je pa res vsak četrtek tisto 7 uro za dopolnilni pouk na voljo. In potem čez 1 leto prileti mail. Hvala, ker ste bili tam, rezala sem se, družina je razpadala, jaz sem tukaj. On se je pa na faksu za fiziko. Mislim, to je meni recimo v teh letih ena taka zgodba, ki ste prej omenili, kaj lahko ti narediš. Predvsem biti zraven, pa če čutiš, da je nekaj, pa žrtvovati čas, in ne vem, tako no, to bi dodala. Ja, tu smo spet pri tisti zgodbi filmski, ne. Nihče ne more nekoga pozdraviti, ne, brez njegove želje in volje, ne, lahko pa pravzaprav naredimo marsikaj za to, da bo pač ta korak se lahko sprožil in da bo konec koncev lahko tudi uspešen, ne, ker verjetno bi kolegice več o tem vedle povedati. Problem pravzaprav zdravljenja odvisnosti ni samo abstinenčna kriza, ne. To je tisti majhen delček, ki je naporen in tako naprej, ampak problem je, ko je treba pravzaprav neko polnino ekstremnega doživetja, ne, nadomestiti z nečem drugim, kar je mogoče nekoliko manj ekstremno, ampak v tem videti pravzaprav nek smisel, pomen, neko večjo vrednost od tistih hipnih užitkov, ne. Zato so običajno te visokopražni programi dolgotrajnejši, terjajo dejansko pravzaprav neko
pomoč pri strukturiranju, kaj jaz vem, celotnega dnevnega življenja, iskanje nekih dejavnosti, ki se ti zdijo smiselne, ki ti bi lahko pomagale in tako dalje. Ne. Še kaj dodate? Jaz bi samo še eno misel, mogoče, ki se nanaša pa res na naš čas nekako. A veste, mi veliko govorimo o samozavesti, vse je prav, da si samozavesten, samo včasih malo tudi pretiravamo s tem, kaj vse človek sam lahko naredi s svojim življenjem. Ni čisto tako, sam si svojega življenja kovač in tako naprej. Mislim, so neke stvarne omejitve in to je iluzija, da vsak človek zmore narediti, da se vsak otrok zmore učiti, če se bo potrudil, da se vsak lahko odvadi od droge, če se bo potrudil. To ni tako, ker preprosto je toliko neugodnih dejavnikov, ki delujejo na nas, odpornost je različna in zlasti v tem našem neoliberalnem času nekako velja to, da pač sam si za vse kriv, ne. Če imaš kakšne težave, si luzer, še če si revež, si luzer. To pomeni, sam si kriv, da si revež. In če pa si otrok, srečen pa si otrok pravilno, potem so pa starši krivi, ker so oni revni. Skratka, to hočemo opozoriti, da nismo vsemogočni, da imamo neke omejitve, neke opore, da nam pa res zelo veliko pomaga, če začutimo neko pomoč. A veste, ta pomoč je res, to še enkrat, to niso herojski akti, to gre za tiste drobne stvari, s katero izkažemo človečnost, empatijo, sočutje, željo pomagati in to pravzaprav ni samo individualno pomoč meni, ampak pomoč je tudi v tem smislu, da zagledam svet drugače, bolj optimistično, zagledam ga kot boljšega in to zelo veliko pomeni za duševno zdravje. Ja, če jaz temu dodam eno malo bolj splošno, tako pedagoško noto, ne. Veste, stvari, ki se nam mogoče pred 30 leti, če bi nam jih nekdo ponudil, bi se nam zdele pravzaprav grozljive. Ne samo, da bi to čutili kot obliko pomoči, čutili bi pravzaprav kot neko ekstremno obliko paternalizma, ne. V mojem času je bilo največ, kar si lahko dobil to, ne, da so ti starši zaupali, da si lahko šel na cesto in da si preživel nekaj ur s svojimi vrstniki brez pretiranega nadzora. Ne. Ampak danes se pravzaprav pogoji bivanja za otroke, mladostnike, pa tudi za nas odrasle bistveno spreminjajo. Ne. Od pedagoških delavcev, od staršev se pogosto pričakujejo stvari, ki jih mi pravzaprav v svojem času ne da nismo rabili, ampak bi jih doživljali kot nekaj negativnega. Ne. Danes v nekem urbanem okolju otrok pravzaprav ne more ali pa ga ne upamo več pustiti, da bi sam na lastno pest si zgradil neko socialno mrežo, ne, če ni vključen v neko ful organizirano obliko dejavnosti, se nam že zdi pravzaprav, da nismo pravi starši in tako dalje. Ne. Po drugi strani pa tudi to, kar je Anica povedala, ne, te pravzaprav drobne oblike pomoči in samopomoči in medsebojnega sodelovanja, kar so bile včasih samoumevne, danes niso več samoumevne. Žal. In tu bomo morali pravzaprav tudi pedagoški delavci si naliti čistega vina in enostavno ugotoviti, da bomo morali v šolah sistematično začeti razmišljati tudi o tem, da pomagamo vzpostaviti oblike medsebojnega sodelovanja pri otrokih, mladostnikih, nudenja medsebojne pomoči in tako dalje. To ni več samoumevno. To so neke drže, ki jih enostavno družba nasploh ne podpira več na tak način, da bi se zgodile. Še več pogosto pravzaprav otroci in mladostniki dobivajo impulze, pogosto tudi od svojih staršev, da je to nekaj nezaželenega, da je to nekaj slabega. Da to, če pomagaš bližnjemu, pravzaprav pomeni, da lahko da škodiš sebi. Ne? Skratka, mislim, da so to teme vredne nadaljnjega razmišljanja. Videli smo pravzaprav, da problematika odvisnosti nima korenine samo v nekih osebnih travmah, pogojenih z nekimi pač
silnimi zapleti družinskimi v zgodnjem otroštvu in tako dalje, da je en kupenih impulzov, recimo, ki nas na nek način do nas pridejo iz nekega širšega družbenega okolja, da gre skratka za dost prepleten pojav in seveda samo s tem bolj kompleksnim razumevanjem in poznavanjem pravzaprav tega, da lahko v različnih vlogah, ali kot starši, ali kot učitelji v šoli, ali kot recimo strokovnjaki, tudi ki delamo ali v nevladnih organizacijah, ali v nekih drugih ustanovah, da lahko pravzaprav skupaj vzpostavimo bistveno boljše rešitve, kot pravzaprav vedno sami z nekim problemom. Jaz bi s tem zaključil za danes. Hvala za potrpežljivost.